Tako, nahajamo se na centralni čistilni napravi in okoli tega je mnogo govora. Na eni strani tvoj kolega Kalhbrenner, če ga tako imenujemo, plus neka misel, saj ne smrdi zrak samo od perutnina, ampak od čistilne naprave, ki jo je, oprostite, kar grdi besedi, čelan zajebo. Kaj na tem? Ja, torej, želel bi si, da bi vse Ptujčanke in Ptujčani prišli na izlet, da jim tukaj pokažemo, kakšno tehnologijo smo uspeli in pripeljati v slovenski prostor in kako ta čistilna naprava res zelo dobro dela. Če se izrazim s prispodobo avtomobilu, z avtomobilom se vi lahko peljete iz točke A v točko B, lahko imate starega Fičota, Spačka, lahko imate pa najnovejšega Porschea ali Mercedesa. In torej, ta čistilna naprava ima vgrajeno tehnologijo v kakovosti Mercedesa. In kot lahko vidite tukaj, je čisto vsak element, ki ga imamo na tej čistilni napravi, se kontrolira 24 ur na dan. V tej kontrolni in nadzorni sobi torej sedijo ljudje, ki 24 ur na dan nenehno skrbijo za to, da mi, občani in občanke, lahko mirno spimo in da imamo res izjemno dobro očiščeno našo odpadno vodo, kar bomo to lahko tudi videli na samem filmskem prispevku. Finančna sredstva, ki so bila za to potrebna, torej to je bilo 34 milijonov evrov evropskega denarja, povezanih je bilo 7 občin in zgradili smo 4 male čistilne naprave, rekonstruirali to veliko čistilno napravo in ob tem zgradili še preko 60 km kanalizacijskega omrežja. Drage občanke in občani, vem, da vsega kanalizacijskega omrežja nismo takrat zgradili, zato torej imamo pripravljene v tem trenutku projekte, ki vam jih želim predstaviti, in sicer tukaj je celotno omrežje kanalizacijsko v naši občini in seveda vse tiste modre, torej rdeče črte predstavljajo že priklopljeno omrežje, vse te modre črte pa predstavljajo te 3 projekte, ki jih imamo, za katere že imamo torej pridobljena evropska sredstva, torej to gre za drugo fazo podtalnice, kjer vidite, da se bo gradilo 32 km kanalizacije, potem imamo Sodince Suha Veja, projekt prav tako pripravljen in financiran iz evropskih sredstev in seveda kanalizacija grajena je tudi tukaj projekt pripravljen in torej v naslednjih 4 letih bodo torej Sodince Suha Veja, Turnihče, torej celotni del Kicarja, Belovleka in tako dalje zgrajen, prav tako grajena. In verjamem, da bomo tudi v teh razpršenih predelih, kjer ni možno graditi kanalizacije, ker ta zadeva ni sofinancirana iz evropskih sredstev, tam bomo pa zgradili mrežo malih čistilnih naprav, kjer bomo povezali posamezne individualne hiše, naredili razvode in ponudili bomo ta model občankam in občanom, kjer bo komunalno podjetje Ptuj to zadevo zgradilo, to zadevo upravljalo in tako kot vsi tisti, ki imamo že sedaj kanalizacijo, vsaki mesec plačujemo položnice, tako bodo jutri občanke in občani tudi za to izgrajeno omrežje že dobivali položnice. Pa še ena pomembno sporočilo, ki bi ga želel dati občankam in občanom. Torej, okolje je nekaj brez česar, torej brez pitne vode, brez svežega zraka in rodovitne zemlje nam ne pomagajo nobeni milijoni, nobeno zlato, nobeno srebro, nobene delnice, če nimamo kaj za popiti, kaj pojesti in če ne moremo dihati zraka. Zato torej predlagam, da bomo tako v individualnih naseljih, kakor tudi v blokovskih naseljih vgradili tehnologijo za zbiranje deževnice. In deževnico potem napeljemo, torej v blokovskih naseljih in v individualnih grajah peljemo to deževnico v pralne stroje in v stranišča.
In ta sistem, ne, pokrije okrog 70% potreb pitne vode in torej si lahko predstavljate, da od 100 litrov pitne vode jih 70 litrov uničimo z pralnim praškom in z fekalijami. Zakaj ne bi za to zadevo seveda uporabljali deževnico in našo pitno vodo čuvajmo? Napoved seveda je, da 3. svetovna vojna, če bo zaradi vode, ker vode primanjkuje po celem kontinentu. In to rešitev mi imamo tako, še enkrat ponavljam, za blokovska naselja, kot tudi za individualne hiše. Zdaj pa vprašanja, če nekdo reče, mislim, tako seveda moramo biti tudi čist aktualno, kaj se potem pogovarjajo ljudje. Zdaj to čelan samo nekaj obljublja, zakaj tega že zdavnaj ni, potem govorijo drugo, ne smrdi samo perutnina, smrdi ta super čelanova čistilna naprava, kak je na stvari s tem? Kar se tiče čistilne naprave, zagotovo so se emisije smradu izpred tem, prednji smo mi rekonstruirali to čistilno napravo, znatno znižale. Torej, čistilna naprava z kakšnim ekstremnimi vonjavami seveda nima kaj dosti upraviti. Problem, ki ga imamo v tem trenutku, je torej sušilna linija, za kar pa že imamo tehnološke postopke pripravljene in bomo blato iz čistilne naprave uporabili tako, da bomo z njim torej delali oglje in to oglje potem uporabljali za ogrevanje tega celotnega sistema. Torej, obnovljivi vir energije je to blato. Švicarji, ki so načrtovali to tehnologijo, so jo načrtovali drugače, ne najbolj posrečeno, in to rešitev, ki jo imamo mi, ki je sedaj že patentirana, torej v Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj smo razvili to novo tehnologijo in imamo za to patent in prepričan sem, da bo ta tehnologija stala ne samo na našem dvorišču, ampak ta tehnologija bo stala praktično na vseh centralnih čistilnih napravah doma in v tujini. In s tem bomo seveda tudi komunalnemu podjetju omogočili zaslužke na domačem in tujem trgu izven položnic in s tem, ko podjetje lahko zasluži na trgu, lahko ponudi občankam in občanom bolj kakovostno storitev za nižjo ceno. To je pa naš interes. Torej, v kadru imamo umazano vodo, ki jo potem črpamo gor, če se predstavimo dalje, da se je boljše slišalo. Se pravi, to tukaj levo je ta pitna voda, ki jo mi spuščamo v kanalizacije, pralne stroje, pomivalne stroje, peremo z njo avtomobile in ta sistem prečrpa vodo kam? Ta sistem sedaj prečrpa vodo tukaj v tako imenovane aeracijske bazene, torej v tej vodi so mikroorganizmi, ki praktično umazanijo, po domače povedano, umazanijo pojedo. To je podobno, kot smo nekoč na vasi imeli živali in hrana, ki je ostala in vse ostalo, smo jim dali, recimo pujskom, smo dali svoje ostanke hrane in ti ostanki hrane je recimo je pujsek pojedel, tukaj je pa mikroorganizem, ki opravi podobno funkcijo. Torej vso to umazanijo, on poje in seveda potem zraste. Se ti mikroorganizmi sami razmnožujejo ali jih je treba dovajati? Mikroorganizmi se tukaj sami razmnožujejo, seveda morajo pa biti vzpostavljeni določeni pogoji, ki jih bomo pokazala v naslednjem bazenu. Zdaj, ko smo že videli tukaj leve gor, kaj je s tisto ptujsko govorico, da so se galebi zastrupili tu na čistilni napravi? Torej, ta voda, ki je tukaj, ne vsebuje nobenih strupov, ker če bi jih vsebovala, potem te vode ne bi mogli nikoli očistiti, ker bi prvo, kar bi pomrli mikroorganizmi, ki so izjemno občutljivi na strup. Zdaj pa gremo do bazena, številka. Da ljudje vidijo, kako ta tehnologija funkcionira. Tukaj je zdaj končana predelava in miruje. Torej, tukaj se blato sedaj posede, biološko, torej mikroorganizmi, ko hrane več ni, preprosto odmrejo. In potem je potrebno te mikroorganizme ločiti od te vode. In to je na ta vstopni bazen celotno kanalizacijsko omrežje priklopljeno ptujsko. Tudi sosednjih vasi oziroma občin. Tako.
Torej, tragično izgleda, da pitna voda, ki je povsod po svetu primanjkuje, na koncu izgleda tako, ker jo torej mi naredimo takšno z našimi pralnimi stroji, z umivanjem avtomobilov, seveda v kopalnicah in tako dalje. Torej tukaj v teh bazenih, kjer jih sedaj vidimo, to so tako imenovani posedalni bazeni in v teh posedalnih bazenih se ločijo masti. Če pogledate tukaj, vidite, ne? Torej tu se izločijo masti, vsa olja, vse masti, ki jih ljudje vržemo, ko posodo umivamo in tako dalje. Te masti je potrebno izločiti, ker te masti sicer uničujejo sam proces oziroma škodujejo sami predelavi. Kaj se z njimi zgodi, se jih zažge ali? Te masti se potem odstranijo in gredo v posebno predelavo. Kam pa gre ta voda naprej, potem v Dravo? Ja, bova pokazala. Torej, tukaj je pa ta tako imenovani areacijski bazen, kjer ta umazana voda pride v ta bazen in v tem bazenu moramo mikroorganizmom, zato da oni lahko živijo, oni dihajo tako kot mi, torej imajo sistem za dihanje, zato je potrebno uvajati ogromno zraka. In vidite, tu se meša, sedaj ta brozga se meša z zrakom in mikroorganizmi sedaj seveda vse tiste delce, vse to umazanijo, ki je, preprosto enostavno pojedo. In ko zmanjka hrane v tem bazenu, mikroorganizmi enostavno odmrejo in potem je, tako kot smo pokazali tam, potrebno pustiti bazen v mirovanju, zato da se delci posedejo in da se čista voda pretoči. Vsem tistim, ki bi eventualno imeli željo, da si pridejo to pogledati, lepo prosim, tukaj bodite izjemno previdni. Gostota te vode znaša nekje 0,6 do 0,7 kg na kubični meter. Če padete v ta bazen, vas ne reši, vas ne more več nišče rešiti, ker potonete kot kamen. Torej, to je gostota tako nizka, ne, da enostavno postonete kot kamen. To torej pazite, če se bo kdo kdajkoli smukal okrog teh bazenov, da ne pade, ker potem ga lahko še samo. Se kdaj zgodi, da kdo po noči prismuka preko graje in ordinira to po čistilni napravi? Hvala Bogu se zaenkrat, če to ni zgodilo in toplo odsvetujem, da bi se kaj takega počelo. Torej, če smo na vhodu videli, kakšna umazana voda teče, si tukaj lahko pogledamo, do kakega nivoja kakovosti očisti ta tehnologija tukaj vodo. Torej, ta kakovost je izjemno dobra in je za 250% boljša kakovost očiščene vode, kot je bila na stari čistilni napravi.